tukaj našega kalifornijskega štarca. Koloradskega. Ja. Denis je človek, ki je pač zaslužen za to, ki ga je prepoznal, ki ga je promoviral v tem okolju, najbrž tudi na njega kakorkoli vplival. In to povabilo je bilo res nekaj izrednega. William namreč v celoti ustreza liku tistega, ki ga želimo trajno povezati z najstarejšo trto in je hkrati človek, ki to tudi izjemno čuti. En tak naš človek. Naš človek. Dober večer še z moje strani. Bom reči, da sem malo važen, zato sem je kot novinar večera pred nekaj meseci uspela najti enega nenavadnega tipa, z one strani luže, enega frajera, Koloradčana, ki zdaj živi v Kaliforniji. 11 let je preživel v Sloveniji, od tega 9 v Mariboru in ljubezen do Maribora ga je v bistvu tako zaznamovala in je odnesel tudi seboj čez luža, da sta tam z bratom v mestecu v Kaliforniji Lodi, znoja približam, ki sem jaz vedno rekel Lodi, po naše, da sta odprla vinotoč z imenom Drava Wines, kjer stežeta tudi vina z imenom Maribor in Drava Wines in vse mogoče. William, ko smo dobrodošel doma. Ko smo si dopisovali, pravzaprav vse te mesece zdaj, ko je nastajala ta serija večerovih člankov, si mi rekel, da če bi lahko v tem trenutku bil kjerkoli na svetu, kjerkoli, bi najraje sedel na Lentu nekje in si naročil en špricer na eni sončni terasi. Pa me zdaj zanima, če je ta projekt že uspel. Ja, mogoče preveč. Človek se je hitro aklimatiziral očitno. Kar nam seveda pade v šestna in oči je tvoja izjemna slovenščina, ki še zmeraj zelo tekoča. Kako pravzaprav ohranjaš, najprej v Kaliforniji, prav veliko sogovornikov nimaš? Ja, nobenega nimam. Ne vem, mislim, sem živel tukaj dovolj dolgo, da še vedno malo še govorim, ampak sem že veliko pozabil. Dvojine vse se štima, ne? Dvojina, ja, sva. Nenavadna zgodba, imaš veliko si potoval svoj čas po svetu, živel si v Kazablanki, v Maroku, v Pragi, na Češkem, kjer je bilo pravi špivo, poceni špricari, očitno malo manjčes, zdaj tukaj. William, zakaj Maribor? Pri vseh teh mestih, zakaj je prav ta tvoj Maribor in naš Maribor? Ja, ne vem. Včasih ljudje me vprašajo, zakaj sem 11 let v Sloveniji živel, pa 9 v Mariboru. In ne vem, kaj je lepo. Nimam pravega odgovora. Nisem Slovenec, nimam korenine tu. Samo mi je všeč. Prišel si pa pravzaprav kot jezikovni učitelj. Ja, angliščini, ampak sem ekonomist. Sem študiral ekonomijo. Ja. Zdelo se tudi na Deviških otokih, ne vem, kje vse. Ja, od Farman na plaži. Še preden si prišel v Maribor, si razmišljal, da bi živel nekaj časa v Istanbulu, v Carigradu, in si rekel, da to ne, ampak bi živel v mestu, ki je Carigradu nekaj še najbolj podobno, in to je bojda Ljubljana. Džamije, takrat še ni bilo, ne? Ja, tam na Tržaški je. Kakšni so pravzaprav tvoji mariborski začetki? Vejte, ni bila ljubezen čez noč, je bila to ljubezen v prvi pogled? Ne, mislim, da najprej, seveda je Maribor lepo mesto, ampak mislim, Ljubljana, oprostite, je malo lepša, ampak Maribor ima dušo, ne? Mislim, da nima Ljubljana, je nekaj posebnega tukaj. Ne vem, točno. Zdaj sem se zaljubil v tebe, verjetno. Kakšni smo Mariborčani? Recimo iz stališča enega Američana, ki prihaja iz dežele, kjer je vse zelo veliko, zelo glasno, zelo spektakularno. Ne, tukaj smo malce drugačni, ampak... Ja, Američani so zelo odprti. Enkrat, to je kratka zgodba, enkrat skupaj s punco bivšo, sva bila na letališču v Denverju, v Coloradu, v kombiju, od parkirišča do letališča. In vsi so pogovarjali, kam greš, lepo, in je punca mi je vprašala,
kako je, da so prijatelji in ne vejo, kam grejo. In sem rekel, niso prijatelji, samo so odprti Američani. Veste, kak mislim, ne? Da we talk to each other easily. Gledaš danes na Američane drugače, da v bistvu pravzaprav na svoje ljudi, odkar si 11-letni Slovenec? Ja, ker obiskal sem 50 držav in zato imam razgled sveta, kar je drugačen kot Američani, recimo. In mislim, da ne vem, težko je v Kaliforniji, ker moj razgled sveta je drugačen, bi rekel, samo to. In ja, imam doživetje, ki je drugačno kot Američani ponavadi imajo. Presenetil si, ko si rekel, da si v Mariboru živel bolje in se počutil bolje, morda prav zato, ker si tujec. Kaj si misliš s tem? Mislim, da vi, Mariborčani, so zelo prijazni in ne vem, mislim, da je lažje biti tujec tukaj kot mogoče Slovenec, ne vem, če je to res. Zanimivo. Pravijo, da Slovenci te dni malce potiho okupiramo svet, Čeferin je postal šef UEFA, Melani se morda obeta bela hiša, povej William, kako smo kaj ljudje, recimo naše Melani, lahko ponosni, pravzaprav? Kako je, vem, da ni vinsko vprašanje. Imam vprašanje. Ime je Melanija, ampak tam rečejo Melania. Torej, njen mož ne ve, kako izgovori njeno ime. On reče Melanijo. Je Melanija, ne? Ja, mislim, zdaj tudi Anžej Kopitar živi v Kaliforniji, v Los Angelesu. V košarki je nekaj Slovencev, Tina Maze je zelo znana. Ja, mislim, da zdaj ljudje vejo, kje je Slovenija in še ne vejo, kako lepa je, to je moja skrivnost. Ampak ja. Kar razkrijim, jo, Si Koloradčan, ki zdaj prihaja iz tiste zvezdne države, kot sta Michaela Schiffer in Lindsey Vonn. Za koga si ti pravzaprav navijal na svetovnem pokalu? Veste, v svetovnem prvenstvu nogometa, mogoče, že veste, da Slovenija in ZDA sta bila v isti skupini. To je bilo zelo težko. Ker jaz sem bil na tekmi na Ljudskem vrtu, to tekmo z Rusijo. In res sem navijal za Slovenijo, ker sem mislil, dobro, zdaj imam 2 državi v svetovnem prvenstvu, potem sta bila v isti skupini. In samo sem navijal za Amerike. In ne vedo, Američani pravzaprav samo za Slovenijo preko športnih dosežkov, ne nazadnje so te obiskale kamere televizije CBS Local. Posneli ste zanimiv prispevek o Mariboru, kjer si se na široko razgovoril o Stari trti, o tem mestu, v katerem raste Stara trta. Stala sta pred enim velikim zemljevidom. Nisem bil prepričan, če je novinarka točno vedela, kaj gleda, ampak Mary Boy je bil všeč, je rekla, ne? Ampak kako so te pravzaprav izvohali televizijci ameriški? Ja, ta zgodba je zelo zanimiva za televizijo, za medijo v Ameriki, ker v Lodaju je dosti vinotek, mogoče 100 recimo, in to je mesto tako veliko kot Celje. Ampak veliko promocije imava s bratom samo zaradi Stare trte, zaradi zgodbe o Mariboru, o Sloveniji. In to je za njih zelo zanimivo, ker to je enkratna zgodba, mislim, v Kaliforniji.
in ne vejo nič o Stari Trti. Jaz povem to zgodbo vsem in ja, to je to. Američani imate radi presežke, in če je nekaj zelo staro in ni Trump, je lahko zelo popularno. Ja, in to rečem, da Slovenija je majhna država in ni veliko stvari največje, najstarejše, v majhni državi, ampak to je najstarejša vinska trta in to je, mislim, zelo prestižno. V tvojih 11 letih, 9 letih Maribora se je zagotovo napletlo kar veliko zanimivih zgodb, spominov. Kaj je tvoj najljubši mariborski spomin? Mogoče ta tekma z Rusijo, to je bilo super. Ali Zlata lisica, ko je Lenzibon zmagal. In ne tvoja mariborska punca, ne? To se hotel. Ja, pravijo, da ko se imaš fajn, čas hitro mine, pa je prišel tudi konec tvojega mariborskega življenja, pravzaprav. Se spomniš svojih zadnjih dni, svojih zadnjih mariborskih dni, ko si še bil tukaj, pa več nisi bil? Ja. Mislim, da skupaj, ja, s prijatelji smo igrali nogomet v, kako se reče tam? Trojane, proče. In smo igrali nogomet in prijatelji so povabili, ne vem, 50 ljudi in nisem pričakal, samo mislil, da je ena igra nogometa, samo to. Potem je bil piknik in res moram reči, da malo sem jogal, ja, lepo je bilo. Da boš niti slutil, nisi, da se boš čez 18 mesecev zvrnil nazaj, ne? Ja. Vidim, da je ta nogomet tvoja velika strast, vezana na naše kraje in smučanje. Ne bo te povsem obšel, nekoliko vem, so te naši vijolični NK Maribor so ga povabili na sobotno tekmo proti Državam. Povej, William, je Maribor šampion tudi v Kaliforniji? Ja. Kako kaj izgleda tvoj nabor, tvoj arzenal teh navijaških artiklov? Zdaj šala vem, da nimaš, ne? Nimam šal, imam, mislim, 6 majic NK Maribora, pa dres, pa v vinoteki je na steni je en, ne vem, kako se reče, like a sign, NK Maribor, en klub, eno čas. Širiš, ne, torej, viole se širijo. In zdaj, pravzaprav, zdaj smo te vrnili v Maribor. Rekel si mi tudi, da si še zmeraj bolj Koloračan in še zmeraj bolj Mariborčan kot Kalifornijec. Zakaj? Prvič, ker živim v Kaliforniji samo 2 leti. Počutim se pol Koloračan, pol Mariborčan. Torej Kalifornija posebej izvisi. Kalifornija je še vedno nova, ne vem. Ja, nisem, to ni doma, v Kaliforniji mislim. Ne še. Mimo glede, zdaj, ko smo v Kaliforniji, pa bom se počasi jaz zaključil svoj del pogovora. Kalifornija, vino, Hollywood, vse imate tam, a sta mogoče zdaj še posebej pol učitvi Brad in Angelina že kaj obiskala v vinsko klet? Rajše bi bil Kopitar, kot Brangelina. Morda pa pridete. Zdaj pa jaz počasi besedo predajam Stanetu. Jaz pa vama počasi predajam, Hvala. ker je že čas, da nekaj. Usta se suha. Ja. Evo, meni je strašno žal, Drava Vajs, vsega bom pošel potem tudi naokoli, da se to poskusi. Ej, Miljan,
dobrodošel pa na zdravje za tvojim oziroma vajnim. Zdaj, če še jaz začnem ta pogovor, vinska trta za človeka, ki ni zrasel ali pa se rodil v vinogradu, ni nekaj takega, kar bi ga očaralo na prvi pogled. Pa me zanima, zdaj vidim, kak je bila ta tvoja zgodba, ta tvoj first contact z vinsko trto? S tisto. Katero koli? Ja, mogoče, ker v Koloradu je zelo malo vina. Ko sem bil, kako se reče, ne študent, ampak v high school, ja, točno, sem obiskal Stanford univerzo. In Stanford je blizu San Francisco je blizu Napa Valley, Sonoma Valley, in tam je kot recimo Bordeaux v Kaliforniji. Brat je študiral vinarstvo v Kaliforniji in zato on je imel idejo, da odpreva svojo vinoteko. On je vinar, jaz sem ekonomist. In ja, ideja je bila njegova. In ja, ne vem, če sem odgovoril. Ja. Zdaj, kaj pa ta naša, tvoja stara trta, kdaj si se pa z njo prvič srečal? Mislim na festivalu leta 2005, mogoče. Ja, ker sem se preselil v Maribor avgusta, mislim, 2005. Torej, 3 meseci kasneje. Ja, zdaj, kako ste se pa, zdaj, ekonomist, pravzaprav človek te izobrazbe, tega študija, išče možnosti in vino se je tebi izkazalo kot možnost. Zdaj pa po drugi strani je bil še pa brat kot strokovnjak na tem. Kako sta združila moči in kaj pravzaprav zdaj počneta doma? Lepo je, ker sva zelo drugačna človeka. In to je zelo pomembno. In tudi mu zaupam popolnoma. In obratno. Ja, to mislim. In on, jaz sem, čudno je, da to rečem, ampak jaz sem malo boljše pred ljudmi, ko govorim angleško. On je bolj zadaj in je kot strokovnjak. V kleti. Ja, točno. Jaz prodajam vino, on naredi vino. Ali izdeluje. Zdaj, ideja, ta Drava Wines, Maribor, jaz si to predstavljam, da je to nekaj podobnega, kot da če bi jaz zdaj šel, ne vem, nekaj iz Azerbejdžana v Mariboru, vino pa kuh, recimo. Zdaj, jaz verjamem, da ste želela na nek način šokirati, kaj pa je, kaj je to, ne? Kaj je običajno prva reakcija ljubiteljev vajnih vin, kupcev, tistih, ki se zanimajo za to vino? What is Maribor? Ja, kaj je Drava? What the f... Ja, imam, kot je Denis rekel, imam zemljevid Slovenije, imam zemljevid Maribora, imam... To je en taki zemljevid, kot smo ga mi v 4. 5. razredu osnovne šole poznali, ne, tako veliki. Tudi zastavo, slovensko zastavo in razložim vse. In ker tudi vprašali, zakaj je avto tukaj na nalepki in imam sliko Fiča, ne? In to je stari most in to je Drava in imam slike vse in razložimo se. Kako uspešna sta? Samo 2 meseca sva odprta, torej ne preveč, ampak plačamo vse. Ja,
Težko je v Lodaju, ker kot sem rekel, je majhno mesto, ampak je 100 vinotek tam in je veliko konkurence. Zdaj pa me zanima, William, kako si nas ti doživel v tem vinskem smislu? Poglej, jaz vidim recimo naše Mariborčane, vsi so zazrti tam v daljavo, v Ameriko, Kalifornijo, bom rekel, v Silicijevo, vse posod. Ne vidimo pa tega, kar imamo tu doma. Zdaj, kako si ti videl ta naš prostor za svojimi očmi, pa njegove priložnosti, pa kaj je po tvojem mnenju tisto, kar mi ne znamo izkoristiti, nam ne uspe in iz česa bi ti tukaj naredil biznis? Mislim, takšne vinoteke, kot imamo v Kaliforniji. To pomeni, kot tukaj, da je ena soba in lahko prideš noter in poizkusiš nekaj vin in kupiš buteljko ali 2 ali 3 ali 6, ne vem. Mislim, tu v Sloveniji, če želiš, težko je obiskati vinoteke, recimo, ker ponavadi je kot hiša in trkaš na vrata in mogoče gledajo televizijo in odprejo klet. Tam v Kaliforniji je zelo urejeno za obiskovalce. Vse skupaj, ja. Zdaj, kako pa je z ravno tem razumevanjem? Po eni strani si se pri nas ukužil malo za to našo mentaliteto, za našimi pogledi. A želiš to prenesti tudi na Američane, na svoje kupce? Ja, sem jaz in mislim, Maribor je en del mojega življenja in moje mentalitete in zato ja, mogoče. Maribor je imel zelo velik vpliv na mene, seveda. Zato mogoče ni da kako se reče, da on purpose, you know, mogoče Namenoma. Ja, namenoma, ampak mogoče, ja. Zgodilo se je, ne? Ja. Ja. In kako je na tebe delovalo to vabilo, ki si ga dobil zdaj za to nedeljo, za nocojšnje srečanje? Ja, bil sem v San Francisco pri prijatelju in seveda veste, da je časovna razlika 9 ur, ne? In sem se zbudil in sem bral e-mail, ne? In sem prebral tisto e-mail in res nisem šokiran sem bil, ker vem, tako pomembna je ta Stara trga, tako pomemben je festival in res šokiran sem bil, ker to je največja čast. No, lani smo to priložnost namenili direktorju Praškega gradu, gospodu Ivo Veliško, ki je bil tako zadovoljen, da pride letos spet. Ampak ne bo letos grozno reza. Pa me zanima, zdaj ko si prišel, pa si videl, a je v tebi tudi, ne glede, da si ekonomist, tudi kaj tega vinskega poeta, kako doživljaš? Kako si recimo doživel zdaj to vinsko trto v tem zahajajočem soncu? Kako ti je delovalo vse skupaj? Ja, vsak dan se učim več o vinu in res je lepo. Mislim, da je zelo šarmantno, ne? Vinske trte in vinogradi in je nekaj posebnega. In ni treba, da studiraš vinarstvo. Mislim, da ta šarm je očiten. Vino pravzaprav po eni strani je stvar tehnologije, znanja, ki se ga nauči, ampak kakovostnega vina in dobro prodanega vina brez dobre zgodbe, brez njegove zgodbe pa ni. Ja, rečejo, da lahko je narediti vino, težko je prodati vino.
Na eni strani je kvaliteta zelo pomembna, na drugi strani je zgodba zelo pomembna. In ima pa zelo dobra zgodba. Te kaj strah nedelje? Malo. Ja, ker zdaj vidite, da težko govorim slovensko. Dobro je. Odlično, mislim, če bi jaz bil tako dobro, da bi še Če vi razumete Melanijo, ne? Ampak sem se naučil eno pesem, mogoče že veste, je od zelo znanega ameriškega pevca Brucea Springsteena, ne? Gre tako. Stari trtič mo zapet i zažaleti mnogo let. Kupico zdaj dvignimo, spoštljivo ji nazdravimo, spoštljivo ji nazdravimo, s kozarci trčimo. Bravo. William, zdaj se mi ukradil zadnjo vprašanje, zdaj sem pa zatregen. Ampak, namreč, ko sva se zmenila to bo zapel tudi nedeljo, ja? Ampak ne sam, lepo prosim. Jaz mislim, da bi magister Proter pa Malečniški zbor, brači, ga boste vzeli že za začetek. Še predpasne. Vaja je 15 minut pred začetkom. Tako da boš potem eden izmed članov. Prav, zdaj smo pravzaprav zaokrožili tisto, kar smo želeli, da bi se spoznali, da bi zvedeli tudi ta tvoj pogled na to filozofijo. Pa me zanima, kot ekonomist, v bistvu spremljaš tako navade kot razvade potrošnikov, kupcev. Pa te vprašam, ima vino prihodnost? Ima vino prihodnost z mlajšo generacijo? Mi recimo doživljamo, da generacija, ki je spila reke in potoke vin, je odšla. Zdaj pride neka druga generacija, ki uživa tak ob kozarcu. Kaj ti misliš, kakšno prihodnost ima vino? Ja, to je zanimivo vprašanje, ker v Kaliforniji in v Ameriki nasplošno, tudi in v Sloveniji tudi, mislim, da je eksplozija piva, ne? In na eni strani ljudje mislijo, to je slabo za vino, ampak resnica je drugačna, ker mislim, da če imaš okus za dobro pivo, tudi imaš okus za dobro vino. In v Kaliforniji ljudje pijejo zdaj vsako leto več piva, ampak tudi dobro vino, ne slabo, samo dobro vino. In zato prej, recimo 30 let nazaj, so Američani pili poceni vino, poceni pivo. Zdaj dobro vino in dobro pivo. In mislim, ja, ima prihodnost, sigurno. To je, mi smo seveda veseli turistov, recimo zadnjič pred dnevi smo bili tukaj v nedeljo skupina 20 Francozov, pa Norvežani, pa to. Kaj bi morali po tvoji Slovenci narediti, da bi morda še več Američanov privabili sem, da bi spoznali Slovenijo? Ne vojne zakuhati, kaj drugega? Upam, da ne bo prva dama Slovenka, ampak mogoče druga Slovenka. Ne vem, ker mislim, Američani imajo recimo eno priložnost, dve, mogoče tri, da pridejo v Evropo v življenju. Zato grejo v Pariz, v Rim, v London. In je samo to, ni da nočejo pridete sem, samo da mislijo, imam samo eno priložnost, kam bi šel. In
Odgovor mislim je Pariz. London. To je problem. Ker, na primer, Slovenci, ki grejo v Ameriko, grejo v New York, grejo v Kalifornijo, pa v Colorado ne. Ampak Colorado je super. Ampak mislim, da Slovenci mislijo, mogoče imam eno priložnost, grem v New York, grem v San Francisco, grem v Los Angeles. Pa v Colorado ne. Ja, hvala lepa, to je bilo naših pol ure, ne, nekje.